Prejšnji teden na BBC-ju, danes pa že v enem podkastu, dr. Ivan Šprajc, svetovno znani arheolog in antropolog. Dober dan, dobrodošli na N1. Dober dan. N1 podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. O izjemnih arheoloških odkritjih bomo danes govorili, o vašem delu, dr. Šprajc, o odkrivanjih majevskih mest, fascinantnih odkritjih. Za to delo moraš biti malo nor, ste rekli za BBC. Paziti moraš na kače, mrčes, jaguarje, ampak nekaj nas žene naprej, malo moraš trpeti, če hočeš najti nekaj, kar je le malo ljudi kadarkoli videlo in je bilo skrito toliko stoletij. Kaj je torej ta motivacija, dr. Šprajc, ki vas žene čez vse to? Težko je to razložiti, ampak verjetno nas vse nekaj zanima. Ne? In mene je pač že arheologija zanimala, čeprav ni bil edini moj predmet zanimanja že v gimnazijskih letih. In potem, ko se nečesa lotiš, ko veš več, te še bolj zanima. In mislim, da je to ne samo v znanosti podobno, pa tudi v športih. Zakaj pa se ljudje prizadevajo za neke rezultate? Mislim, človek ima nekaj v sebi, se pravi, ne živimo samo od kruha. No? Ne? Želimo še nekaj več, želimo glasbo, želimo umetnost, želimo tudi znanost, vedeti nekaj več. In vsako novo spoznanje ali novo odkritje je seveda tudi zadovoljstvo. In čim večji so napori, tem večje je zadovoljstvo. Leta 2013 ste odkrili mesto, v katerem je včasih živelo 40,000 ljudi, 2 leti kasneje še 2 majevski mesti in tako naprej. Veliko odkritij. Največ pozornosti svetovne javnosti pa je vzbudila nedavna najdba, mesto Okontun. Rekli ste, da sem pravilno izgovorila. Ta mesta so bila izgubljena v času, nihče ni vedel, kje so, ste rekli za BBC. Povejte, opišite nam, kakšna so bila ta mesta in kako jih odkrivate. No, najprej naj vas popravim. Tam groba ocena je bila 40,000 prebivalcev za tisto mesto Čaktun. To je gotovo pretirano. Nasploh so te demografske ocene zelo problematične, ker nam vedno manjka podatkov, koliko ljudi je v katerem času nekaj živelo. Zdaj, kako mi to odkrivamo? Torej, to počnemo že od leta 1996. Takrat sem bil še zaposlen na Nacionalnem inštitutu za antropologijo in zgodovino v Mehiki. In je bila iniciativa, da se spozna nekatera območja celotne republike, ki arheološko niso bila raziskane ali pa sploh neznana. Ne? Eno od teh je bil ta jugovzhodni del zvezne države Kampeče in jaz sem se za ta projekt javil in smo to začeli. Najprej smo delali na redko poseljenem območju na skrajnem jugovzhodu te države Kampeče, tam, kjer meji na Belize. In tam so bili seveda ljudje sami, ki so poznali svoje terene in so nam povedali, kje so kakšne ruševine. Potem smo to območje razširili proti zahodu, kjer se pa razteza zaščiten naravni park, ki ima ime Reserva de la Biosfera de Calakmul, Calakmulska biosfera. Ta je bil ustanovljen leta 1989 in od takrat je poseljevanje in kakršnokoli izkoriščanje naravnih virov v tem parku prepovedano. Torej, popolnoma neposeljen, nekdanje poti so se zarasle, recimo te, ki so uporabljali drvarji ali tisti, ki so izkoriščali čikle, to je ena drevesna smola za izdelavo žvečilnega gumija. In tako da je bilo delo pa na tem koncu že precej težje, tudi zato, ker ljudje, ki so nekoč tam še delali in hodili, so bili bodi si že pokojni, ali pa tako stari, da niso mogli več hoditi. Ne? Tako da smo našli zelo malo ljudi, ki so še kaj vedeli ali pa ki so nas še spremljali, da smo nekaj teh večjih najdišč našli, ker oni so seveda nekoč tam delali in so poznali, ne? So se naleteli pri tem delu na tudi te ruševine, na ostanke majevskih naselij. In kasneje smo pa videli, da seveda ta informatorska torej količina ali število ljudi, ki so nam lahko karkoli povedali, je bilo zelo skromno.
Poleg tega se mnogi niso niti spomnili, kje so bili. Ne? Zdaj so nas peljali, narava se spreminja in eden od strokovnjakov za nabiranje čiklja se je izgubil. Ni se izgubil, ampak narobe smo šli. Je rekel, da to moramo iti po drugi poti. Ne? Te poti so bile seveda zaraščene, vegetacija se zelo hitro spreminja. Tako da smo morali potem uporabiti pa drugačne načine, in sicer tehnike daljinskega zaznavanja. In smo začeli z letalskimi fotografijami, ki je pa ravno uprava biosfere dala narediti v 90-ih letih za svoje potrebe, seveda za upravljanje. Ne? Ampak te fotografije, to so seveda stereo fotografije, mi smo imeli stereo pare, naročili smo jih od te kanadske agencije, ki je to posnela z dovoljenjem uprave biosfere. In smo gledali te stereo pare. Ne? Zdaj, tam na teh fotografijah se vidi pač gozd, džungla in vse je prekrito. Zdaj, večje stavbe pa seveda štrlijo, ne? Ven, tudi če so prekrite, in smo jih tako na tak način kar nekaj teh večjih najdiš lahko locirali in potem seveda obiskali na terenu, ko smo enkrat že imeli te koordinate. Zdaj, kakšna so ta naselja? Majevska naselja so, v bistvu govorimo o razpršenem poselitvenem vzorcu, zato ker njihova mesta niso bila tako strnjena, kot so danes, mi smo navajeni pač hiša pri hiši, ne? Takšna so bila nekatera mesta v centralni Mehiki, pri Majih pa ne, to je bil ta tropski način urbanizacije, ki ga imamo tudi v jugovzhodni Aziji, kjer je zaradi samih razpoložljivosti naravnih virov, polj in tako naprej, bolj primerno razpršeno. Se pravi, njihova mesta so bile pravzaprav več skupin, stavbnih skupin, ki so jih ločili večji ali manjši prazni prostori. Pa najbrž niso bili prazni, ampak so bili namenjeni vrtovom, obdelovanju. In če govorimo o mestih, je pač seveda zato, ker najbolj splošna definicija mesta je najbrž ta, da to je aglomeracija oziroma naselje, kjer se večina ljudi ne ukvarja z neposredno proizvodnjo hrane. Ne? Torej, to niso kmeti, ampak je tu uprava, to je administracija, tu so religiozne strukture, recimo svečeniki, razni pisarji, birokrati, rokodelci, arhitekti in podobno. Ne? To je mesto, ne glede na to, kako izgleda. Torej, to je mogoče razlika pri teh majevskih naselbinah, glede na to, kar smo danes navajeni, ko govorimo o mestih. Tehnologija LIDAR, to je laserska merilna metoda iz zraka, vam zadnja leta zelo pride prav. Ne? Čeprav boste me popravili, ampak čeprav povzamem tako z nekim laičnimi besedami, je to, kot da bi imeli nek rentgenski vint v džungli, ne? Da odstrani drevesa, vegetacijo in se pokažejo te strukture. Ne? A sem prav povedala? Prav rentgenski vid bi si še želeli. Aha, okay. To pomeni, da bi videli v globine, Yeah. skozi površje zemlje. Je pa seveda res, da pa lahko s posebnimi algoritmi to odstranimo. Ne? Ker zdaj lidarska tehnologija, to je pač lasersko skeniranje terena, ki je to zdaj že kar nekaj časa se uporablja, ampak v arheologiji recimo zadnjih mogoče 15 let. Gre pa za to, da seveda aparat, ki ga se montira, ali neki letalnik, lahko je to tudi dron, ne, oddaja milijone laserskih pulzov proti površju, ki se odbijajo. Ne. Odbijajo se tudi nazaj v aparat in ta aparat meri čas odboja. In vsi ti pulzi, seveda, že sam aparat je georeferenciran, se pravi, ima natančne koordinate, tako da dobimo potem en oblak točk, katerih večina se je seveda odbila, vsaj v našem primeru, ki imamo vse preraščeno, od vegetacije. Nekateri pa vendarle prodrejo do površja, se pravi do tal, in potem lahko s posebnim filtriranjem, posebnimi algoritmi se ta vegetacija preprosto odstrani. Vse te točke, ki so se odbile od vegetacije, se odstranijo. Tako da imamo goli relief. Ne? In je zdaj seveda odvisno od same resolucije, odločljivosti, se pravi, koliko točk so spustili na kvadratni meter in koliko jih prodrlo do tal,
od tega odvisno, kako natančen je ta relief. Ne. In seveda nam pomaga. Mi ga zdaj uporabljamo, to šele od leta, prvič smo to uporabljali leta 2016 za eno območje v okolici Čaktuna, torej tega mesta, ki smo ga odkrili leta 2013. In za okrog 230 kvadratnih kilometrov, tako da smo pol seveda to tudi pregledali na terenu in zdaj je bilo pa za to območje, kjer smo pa zdaj letos začeli, imamo pa tudi lidarske posnetke za več izbranih con. Ker je to neznano, arheološko še popolnoma neraziskano območje, je veliko kakih 3 do 4 tisoč kvadratnih kilometrov. In da če bi hoteli to vse poskenirati, bi bilo to nemogoče drago. Tako da smo izbrali nepar con, ki so glede na druge podatke, ne, recimo Google Earth, Bing Maps, pa še ortofotografije, ki jih imajo Mehiški nacionalni inštitut za statistiko in geografijo. Nekatere te cone so se zdele posebej sumljive. Čeprav je povsod vegetacija, nič se pametnega ne vidi, se nam je zdelo, da bi pa tam bilo pa prav, ne, če bi posneli lidanje, smo za nekaj teh con potem omejili te poligone in posnali temu centru ENCALM Univerze v Houstonu, ki ima največ prakse pri skeniranju. In to je bilo narejeno letos marca. Kolikrat se pa zgodi, da recimo z teh posnetkov se da razbrati, da nekaj je, pa potem ni? Kako zanesljivi recimo so? No, moram reči, da smo mi, torej na mojem inštitutu imamo strokovnjake tudi za obdelavo lidarskih podatkov. Tako da smo že leta 2016 ob tem prvem lidarju je moj kolega dr. Žiga Kokal, ki tudi sodeluje z nami, dal zelo natančne zahteve, specifikacije, kaj želimo. Ne, ker je pač vedel, samo s tako ločljivostjo bomo dobili pametne podatke. Tako da mi dejansko na teh lidarskih proizvodih ne vidimo ničesar, kar ne bi obstajalo. Ne? In nam tudi nič ne uide, razen seveda vse tisto, kar pa ta tehnologija ne dopušča. Ne moremo videti stel, napisov, take ločljivosti pač ni. Ne? Vidimo pa teren in tam vse, zdaj, če so stavbe, če kakšna stavba še stoji, je ne vidimo, da stoji, zato ker take ločljivosti pa ni, ne? Da je oglata. Je tudi to potem zgleda kot ena kopica ruševine. Ampak vemo, da tam je. Seveda pa je teren še vedno neizogiben, nujno potreben, ker lidar nam daje sinhrono sliko. Mi tam vidimo, da nekaj je, seveda po nekih oblikah vemo, da gre za arheološke ostanke, ampak nič ne vemo, iz katerega obdobja, koliko časa je to živelo. Ne? Poleg tega pa seveda ne vidimo raznih podrobnosti, kot sem omenil. Ne? In mačeta, kot pravite, je še potrebna, ne? Ja, drugače pač ne gre. Ne? Kako izgleda to na terenu? To izgleda tako, da najprej lahko traja ne dneve, tudi tedne, da sploh se prebijamo. Ne? To so območja, zdaj to, kjer smo bili letos, je popolnoma neposeljeno območje, preraščeno z gozdom, ampak tu so neki kolovozi, ki jih občasno uporabljajo za sečnjo lesa, torej za izkoriščanje lesa, občasno. Ampak mi smo zdaj šli na skrajni sever tega območja in zadnji kilometr so bili pa popolnoma opuščeni, tja pa že 50 let ni nihče šel. Tako da so morali seveda, so kolovozi, vidi se, da so opuščeni, komaj se še vidijo, ampak zdaj ti naši delavci imajo seveda več prakse s tem in vidijo, ki je nekoč, ampak to je treba zdaj posekati, to je zdaj sekundarna vegetacija, to so že taka drevesa lahko, ne. In ne samo mačeta, ampak tudi motorna žaga. Dobro, nekoč bi bila potrebna sekera, zdaj gre seveda z motorno žago veliko hitreje. Ja, brez tega pač ne gre, to pa še nimamo tehnologije, ki je zdaj kar to uparila, ne. Prelomno odkritje slovenskega arheologa, to so bili naslovi januarja letos, ko ste odkrili, da je bil majevski koledar veliko starejši od tega, kar se je domnevalo, ocenjevalo prej. Kako ste to odkrili? Tukaj vam je ta lidarska tehnologija tudi pomagala, ne? Ja, no, ta raziskava je pa temeljila izključno na lidarju. Jaz sploh na teh najdiščih, razen na dveh, ki sta že prej znana bila,
Meni bilo, ne? Ampak kolega, dr. Takeshi Inomata, ne? Ki pa že nekaj let dela na tem območju, torej prej je seveda delal marsikje po majovskih nižavjih, ampak on je potem začel in njegovi sodelavci so začeli pregledovati lidarske slike, te reliefe, ki jih je dal že pred leti napraviti Mehiški nacionalni inštitut za statistiko in geografijo in so ti lidarski posnetki prosto dostopni. Tega je ogromno. Res, da ločljivost ni, to je 5-metrska, ne? Ampak tudi na teh je bilo mogoče videti nekatere ogromne komplekse. Ne? Tako da je dal potem kolega Inomata za posamezna območja, pa je naročil bolj natančno lidarsko skeniranje, zopet je to počel ta isti inštitut, center iz Houstona. No in potem so odkrili neverjetna najdišča, o katerih prej nihče sploh ni vedel. To so tako ogromne, torej največje, recimo Aguada Phoenix, ne? To je platforma, ki je dolga 1400 metrov, široka je 400 metrov, vsega pa v višino tja do 10 metrov, med 5 in 10 metrov, ampak vse to je zemljena platforma. To je južna obala Mehiškega zaliva, torej ne obala, ta vzdolž južne obale, kjer so danes posestva, torej polja, ranči, govedo se pase, naselja in to je vse nekako preraščeno, malo je trava, malo je gozd, malo so nasadi in karkoli, to so tako ogromne strukture, da noben ni posumil, da je to nekaj umetnega, ker je vse zemljeno in seveda že nekaj precej erodirano. Še na teh lidarskih posnetkih se pa videlo, da to je. In so potem seveda šli pogledati na teren, tudi skopavali in izkazalo se je, da gre za zelo, in teh najdišč je ogromno. Torej, vseh najdišč, ki so jih našli s pomočjo lidarja, to gre v tisoče, več 10 000, več 100 je pa večjih teh kultnih ali upravnih centrov. Ne? In ker so na več teh tudi skopavali, in je to že tudi so objavili, ne? In so ugotovili, da je to zelo zgodne, da je to pravzaprav najzgodnejša monumentalna arhitektura, kar jo poznamo v Mezoameriki. Torej, od 1400 pa tja do 750 pred našim štetjem. No in ko sem jaz te objave videl, kako je to vse vidno na lidarju, sem pisal Takeshiju, sem rekel, kaj pa če bi naredili eno arheoastronomsko študijo teh orientacij, ne, ker je toliko teh kompleksov, da lahko tudi naredimo nekaj, da bodo rezultati tudi statistično pomenljivi. Ne? Ker če imamo eno samo stavbo, ja, kakorkoli je orientirana, vsakdo lahko reče, je pač slučajno. Ne? In ker sva že prej sodelovala, je seveda rekel, ja, tako mi je poslal vse podatke in on je seveda prispeval vse arheološke podatke, ki so pomembne, ne sam kontekst, kronologija. Sodeloval je tudi še starosta mezoameriške arheoastronomije Antonija Veni, ki je dal tudi nekaj pripomb, čeprav se on ni ukvarjal s kakšnimi silnimi analizami, ker je že precej v letih. Ne? No in tako je to nastalo. Zdaj, jaz sem potem lahko na lidarju izmeril orientacije za več kot 400 teh stavb in potem seveda, kot človek to da v neko grafično podobo, analizira, čemu na nebu to ustreza, se vidi, da je samo nekaj teh referentov nebesnih, ne, ki se pa ponavljajo tu, tam in tam. In potem seveda ni mogoče, da bi bilo to slučajno. Vi ste eden vodilnih strokovnjakov na svetu za arheoastronomijo, ne? Ja. In ta najdba oziroma to odkritje, no, to razkritje je bilo res, vsi so o njem poročali, ampak kaj je po vašem mnenju najbolj prelomno, pač razen da zdaj vemo, da to datira veliko bolj nazaj, kot smo mislili, ne? Kaj lahko iz tega sklepamo? Torej, že prej smo vedeli, ne, zdaj seveda, ti podatki, te orientacije so potem povedali, da je astronomija v Mezoameriki veliko starejša. Poleg tega je pa struktura teh datumov, večina orientacij se nanaša na Sonce, na Sončeva vzhajališča in zahajališča na določene datume. In zdaj struktura teh datumov
je pa ni mogoče razložiti drugače kot v povezavi z mezoameriškim koledarskim sistemom. Zlasti z 260-dnevnim ciklom, ki je kombinacija 13 in 20-dnevnih obdobij. Ne? Dajte nam razložiti to razliko nam laikom med 260 in našim letom, recimo. Ja, kako ona dva korespondirata? To je nekako tako, kot če bi nas kdo vprašal, dajte mi razložiti, kakšna je razlika med 365-dnevnim letom in tednom. Ja, 2 cikla sta pač. Okay. In tako kot naši tedni potekajo skozi leto, istočasno in kontinuirano, ne glede na mesece in leta, ker prvi v mesecu ni vedno isti dan v tednu, enako je potekal 260-dnevni ciklus, skupaj s 365-dnevnim letom. Se pravi, ko se je eden končal, se je takoj naslednji začel. Ne? In je bilo pač potrebno, in seveda datumi, vsak dan se je imenoval kot datum v 260-dnevnem ciklu in kot zaporedni dan meseca v 365-dnevnem letu. Torej, tako kot mi rečemo, da je danes petek, 14. dan julija, bi oni rekli, da je danes, dobro, zdaj ne vem točno, kateri dan bi bilo treba pogledati korelacijo, bi rekli, danes je dan 2 trs v petega dneva v mesecu tem in tem. Samo da oni so imeli pač mesece, ali obdobja, ki so imela po 20 dni. Zakaj 260? To je pa vprašanje, na katerega še vedno nimamo zanesljivega odgovora. To je edinstven ciklus v zgodovini človeštva. Nikjer drugoj se česa podobnega niso spomnili. Ne? Zakaj? Zdaj meni, pa tudi mislim, da kar večini mojih kolegov, se zdi še najbolj verjetna ideja, da je osnova bila pravzaprav človekova obdobje nosečnosti, gestacije. Pa ne samo zato, ker nekatere indijanske skupnosti v Gvatemali to izrecno še rečejo, to je zaradi in tudi uporabljajo za napovedovanje nosečnosti. Zdaj vemo, da je seveda nosečnost malo daljša, pri človeku je malo daljša, ampak oni si zabeležijo dan, ko prvič pogreša menstruacijo ženska. Od takrat, ko je pa to neki datum, kaj zem, ena kača, vejo, ko se bo ponovil dan ena kača, bo dan rojstva ali pa zelo blizu. Na ta način ga še vedno uporabljajo. Res pa, da uporabljajo tudi za poljedelstvo in seveda za astrologijo. Vsak ta dan ima neke pomene za srečo v poslu, za ljubezen, za karkoli. Nekateri mediji vas imenujejo slovenski Indiana Jones. Guardian vas je celo imenoval Indiana Jones iz resničnega življenja. Za Mladino ste pred 10 leti, ko ste dali intervju našemu Stašu Zgoniku, rekli, da vas ne moti zares, če vas primerjajo z Indiana Jonesom, da pa arheologi nismo taki kot Indiana Jones je takšen kot mi. Ja. Dobra izjava. Ker Indiana Jones je narejen po prototipu nekih arheologov prve polovice 20. stoletja. Dobro, noben ni hodil z bičem okrog, ampak oboroženi so pa še bili, takrat v teh manj varnih krajih. In seveda, zaradi tega, in on je fiktiven, mi smo pa realni. Realni, ja. Pa tudi sicer se mi zdi, da pogosto mediji nekoga tako imenujejo Indiana Jones, ko smo se obrnili glede mnenja o egipčanski mumiji, ki jo hranijo v Slovenskem narodnem muzeju, na dr. Zahija Havasa, sem videla takrat, ko smo pisali o tem, sem videla, da ga tuji mediji imenujejo egipčanski Indiana Jones. Tako da zgleda, da je to zelo pogosto. V bistvu je paradoks, da je najbolj famozen arheolog vseh časov je fiktivna oseba. In zdaj nas imenujejo po njem. Vas pa ne moti, še vedno? Tako kot ste takrat rekli.
Ja. Oba, oziroma pogosto arheologi nosite tudi ta klobuk. Mogoče je tudi zaradi tega mediji posežejo po tej primerjavi, ampak vi ste, brala sem, že pojasnili, da v bistvu vi ta klobuk nosite zaradi tega, da si glavo pričuvate zaradi zabijanja v veje. Zato, ker gledaš po tleh in pol ne vidim, kdaj sem obutno v kakšno vejo. Ja. In je klobuk zato tam, da vas ščiti v bistvu pred vejami. Iz vaše knjige Izgubljena mesta, v njej pravite, med drugim, izjemno lepo je napisana, poljudno, tropski gozd ima čudno moč. Neskončna zelena goščava zastira pogled, ovira gibanja in daje občutek nemoči. Težave in nevarnosti prežijo na vsakem koraku. Toda nezamenljivi vonj po vlagi, bujno rastlinje, prhutanje ptic, katerih raznolikosti in glasovi presegajo vsako domišljijo, kričanje opic in njihove razposajene akrobacije po vejah, celo brenčanje insektov, vse to so milijoni dražljajev, ki se trdno zasidrajo neke možganske celice in pustijo ne le globok vtis, temveč tudi željo po vrnitvi. Ta želja po vrnitvi vedno obstaja. Ja. Vas je na neki točki to, iz tega zapisa bi rekla, nekako zasvojilo? Ja, jaz mislim, da to je zasvojenost, ja. Pa mislim, zakaj nas to doleti, to je najbolj bolj vprašanje za kakšne psihologe, ampak lahko bi tudi alpiniste vprašali, zakaj pa še vedno kar naprej rinejo v hribe, pa čeprav vejo, da je nevarno. Ne? Ja, neka želja da nekaj dosežeš po nekem uspehu, to je to, ja. Pa seveda lepote, ja. Ima svoj čar. Ja. Karla Maja ste brali v otroštvu. Prosim? Karla Maja ste brali v otroštvu, ste rekli, tle se je začelo, ampak to je bil zgolj nek prvotni. Tam se je nekako začelo, potem sem začel malo bolj resne knjige brati o severnoameriških indijancih in potem sem malo odkril, da se je marsikaj zanimivega dogajalo tudi precej bolj južno. Maji so bili odlični astronomi in matematiki, kaj so vedeli in česa ne? No, Maji so bili seveda glede na, vedno rečemo, da so bili zelo dobri astronomi. To je najbrž zato tudi, ker nekako ljudje smo ali pa so bili presenečeni, da neka kultura, neko ljudstvo, ki je z tehnološkega vidika živelo v kameni dobi, ker niso poznali nobenih uporabnih kovin, da je pa kljub samo bilo sposobno takih dosežkov. Ker iz starega sveta smo navajeni, da vse te odlični astronomi, Babilon, Egipt, to so bile kulture, ki so temeljine že na uporabi železa, v zgodnjih obdobjih pač na uporabi brona, ki je pa kljub samo bolj uporaben kot pa zlato ali pa bakar. Maji so seveda marsikaj vedeli, malo so poznali recimo sinodski ciklus Venere, da je to 584 dni. To je pa čas recimo od prvega pojava danice do naslednjega zopet pojava danice. Poznali so, vedeli so, kdaj lahko nastopijo mrki. To vidimo iz njihovih tabel, ker so oni poznali tudi številski sistem, ki jim je te kalkulacije omogočil, lahko marsikaj razberemo iz njihovih tabel, v kodeksih, čeprav so samo 4 majovski kodeksi ohranjeni, ampak imajo tudi astronomske tabele, ki so v bistvu astrološke tabele. Astronomija je bila pri vseh starih ljudstvih pravzaprav v službi astrologije. Nebo nekaj pomeni, zaradi tega ga je treba opazovati. In kaj je pomenilo recimo mrk? Kako so se do njega obnašali? Ja, recimo mrki, to je univerzalno. Mrki povsod prinašajo nesrečo. Okay. Zato, ker mrk je nenapovedljiv, oziroma Maji so že vedeli, da lahko se ponavljajo samo v določenih intervalih. Niso pa znali napovedati, ali bo res vsak mrk viden na njihovem območju ali ne. Do tega še niso prišli, vedeli so pa, da obstaja neka pravilnost. Ampak za večino ljudi na svetu, recimo nekoč, so mrki nekaj, kar moti nebeško harmonijo, to popolnost. Nebo, večina dogodkov, ki so enostavno opazni,
se ponavljajo vedno v istih intervalih. Ne? Pojav določenih zvezd ob določeni uri noči, točka, kjer sonce vzhaja na horizontu, ne? To sonce se premika in se vrne vedno v istem intervalu. Zato je seveda sonce postalo model božanske harmonije, ne? Dovršenega reda. Konec koncev beseda kozmos, grška beseda kozmos, originalno pomeni samo red, ne? Zato imamo kozmetiko, kozmetikos je urejen, ne? Ja. Šele kasneje, ker je v nebo bilo to model reda, se je ta beseda začela uporabljati kot sinonim za vesolje. Ne? In zdaj seveda vse tisto, kar pa na videz moti ta nebeški red, ja, to je pa zelo znamenje. In tako so bili mrki, supernove in razni taki pojavi, ki jih je nemogoče, pa je zelo težko napovedati. Ne? Venera je imela tudi mnoge. Venera je bila kot večernica povezana z dežjem in koruzo in z rodovitnostjo. In to najverjetneje zato, ne, ker se pač eni pojavi večernice vedno zgodijo v istih sezonah, v istih letnih časih. Torej, ob nastopu deževne dobe in ob zaključku deževne dobe. To je pa seveda tudi čas poljedelskega cikla. Kar je pa bistveno za preživetje. Ne? Tako da Venera je bila tudi eden od teh nebesnih dejavnikov, ki so prinašali dež po njihovih verovanjih. Takrat pred 10 leti ste v tem intervjuju za Mladino na vprašanje, katero laično vprašanje v zvezi z Maji vam gre najbolj na živce, odgovorili, da načeloma nobeno, da pa so vam takrat bila v zadnjem času precej nadležna vprašanja v zvezi z 21. decembrom lani, torej 2012, in koncem majevskega koledarja in s tem domnevnim koncem sveta. Predvsem zato ste rekli, ker so bila tako množična ta vprašanja in ker so mnogi ljudje tako lahkoverni. Pa ne lahkoverni v smislu, da bi verjeli Majem, temveč najrazličnejšim sodobnim prerokom, ki si izmišljujejo katastrofične napovedi brez realne podlage. Maji namreč o tem datumu niso zapisali nič takega. Ne? Vendar je očitno večini ljudi pretežko, ste rekli, da bi pogledali izvirne podatke, ampak raje verjamejo temu, kar se valja po internetu. S koliko miti glede Majev se pa raziskovalci srečujete? Koliko česa? Miti. Koliko je tega v obtoku, te neke, to, kar se valja po internetu, kot ste rekli? Jaz se bojim, da je tega vedno več. Jaz mislim, da nikoli na Zemlji ni bilo toliko ljudi, ki bi verjeli v plosko zemljo, kot jih je danes. Zdaj, jaz se bojim, da temu pripomorejo tudi ta družabna omrežja in sploh sistem interneta, ker jasno je, da tisto, kar bereš, ti potem sam sistem še ponuja. In potem berejo ljudje samo to. Tako je. Ne, to je pa zdaj seveda problem te moderne tehnologije, ki nam pomaga v marsičem, v tem primeru pa to ni. In to zdaj mogoče sledi smešno mnogim, ne? Ampak stvari niso smešne. Mnogi ti zemalci, ali kako bi jim rekli, postajajo nasilni. Ne? In to seveda druge stvari, druga ta skepsa v znanost je pa seveda tudi lahko celo škodljiva. Vidimo, kaj se je dogajalo s cepivi, ne, in tako. To pa lahko potem škodi ne samo skeptikom, temveč vsem ostalim. Tudi glede podnebnih sprememb, recimo. Ne? Ja, no. Tako da je to pa je nadležno. Sicer pa mislim, jaz z veseljem odgovorim na vsako vprašanje, zato ker vidim, da večina ljudi je seveda še vedno, večina ljudi rada sliši argumente, si jih sprejme, ker jim pač skušam razložiti, ne, tudi vesoljci in tako naprej. Pa Maj in vesoljci. Aha, Maj in vesoljci je tak med. To še vedno. Ja. In kako da je to bilo nemogoče s preprosto tehnologijo. Ja, vemo, vse postaja eksperimentalna arheologija. Marsičesa še vedno ne vemo, to je dejstvo. Ampak ne moramo zdaj za vsako uganko pa kar vesoljce priklicati. Mislim, vse to vemo, da toliko je bilo že denarja vloženega v iskanja zunaj zemeljske civilizacije, ampak zaenkrat nimamo nobenega rezultata še. Ne? To ne pomeni, da kje pa živi nekam. Ne? Ali je živela, ker zamislite se, kako majhna je verjetnost, da bi mi živeli istočasno z neko drugo. Mislim, ta naša civilizacija traja kaj? 10 000 let?
Mislim, vesolje je staro 14 milijard let. Ne? To se pravi, da je morali zdaj ravno istočasno biti pa še nekje drugi. To je težko. Kakorkoli na Zemlji pač nimamo nobenih teh dokazov. Majevsko civilizacijo v svoji knjigi imenujete ena najbolj sjajnih in zanimivih civilizacij v zgodovini človeštva. Zakaj? Gotovo je verjetno del odgovora, boste povedali tudi to, da bili so zelo napredni, pisava, koledar in tako naprej, a niso uporabljali kovin, kot ste rekli, oziroma niso jih uporabljali v gospodarske namene, a ne uporabljali so jih za okrasje, ne za orodje. Torej, kamena doba, hkrati pa neka izjemna razvitost. A ne? Je to eden od teh... Torej, kovin sploh niso, v klasični dobi ni nobenih kovin. V bistvu se zlato in srebro tudi drugod po Mehiki, po Mezoameriki pojavi šele kasneje, ne, po klasični dobi, in takrat so bili izjemni umetniki za to. Majem niti zlato ni imponiralo, pojavi se zelo pozno v kakšnih daritvah, še te so prinesli od drugod. Za njih je bil najbolj dragocen žad. Nobene kovine tam ni bilo, orodje in orožje je bilo iz kamna, lesa, kosti, školjke mogoče, ne? In podobno. Se pravi, taki materiali. In zdaj jasno, da je presenetljivo, ne, da taka kultura kamenodobna doseže toliko drugih stvari. Med drugim seveda sistem zapisovanja števil z mestnimi vrednostmi. Torej, tak sistem zdaj mi uporabljamo. Maji so uporabljali 20-tiške, mi imamo 10 števkov, oni so uporabljali 20. Ampak sistem števil z mestnimi vrednostmi seveda omogoča zapisovanje ogromnih števil in tudi sorazmerno enostavne računske operacije. Tudi zato so očitno Maji lahko prišli tako daleč v astronomskih spoznanjih, ne? Ker so lažje preračunavali. Zdaj si pa mi zamislite, kako pomnožite z rimskimi številkami, ne vem. Prvič, kako bi zapisali z rimskimi številkami 1.268.512. Ja, to so Maji lahko napisali. Njihovi datumi, ne, nekateri segajo daleč v mitološko preteklost, milijone let, in drugi daleč v prihodnost. Ampak so se lahko igrali s temi številkami, ker so to lahko zapisali. In seveda ta sistem, v bistvu so ga iznašli že njihovi predniki, Olmeki, ne? Ta sistem je omogočal tudi ta napredek v astronomskem znanju. Zdaj, druga stvar, ki je pa bila presenetljiva, vsaj nekoč, no, ne, ko so našli prvič ta velika mesta v džungli, za ljudi je bilo kakor nepojemljivo. Bili so navajeni na Egipt, Mesopotamijo, ne. Tam pa kar naenkrat neka civilizacija kar v džungli. Ja, niso razmišljali, takrat, ko so bila mesta, ni bilo džungle, ne, je bilo to izsekano. Je bilo gozda bistveno manj, kot je danes. Ampak vsekakor je to okolje je seveda prispevalo k tej fascinaciji Majev. Idealizirana in romantizirana predstava o zgodovini Majev, da so bili miroljubni učenjaki, je veljala kar dolgo. Kako se je spreminjalo to znanje o njih? Vi ste napisali, odreči jim moramo nečloveško popolnost, pravite v knjigi, za raziskovanje pa zato niso nič manj zanimivi kot nekoč. Ja, seveda, zdaj pač so bili ljudje, tako kot ne, krvavi pod kožo, z vsemi kvalitetami, z vsemi slabostmi. Ne, tam nič niso bili drugačni. Ja. Ta slika je pač nekoč temeljila na tem, da nismo še znali brati pisave, pa nekako ni bilo še znanih toliko upodobitev, ki bi upodabljale spopade ali pa recimo tlačenje ujetnikov in podobno. Pravzaprav je čudno, da se je to toliko časa obdržala, še v 40 letih, v 50 letih sta dva velika, ne, raziskovalca Majev opisala, da so bili Maji popolnoma drugačni. Težko je danes to verjeti, ker imamo toliko prizorov spopadov, mučenja ujetnikov in seveda v napisih hvale, sama hvala, kdo je koga premagal. Skratka, ista blamaža kot kjerkoli drugod. Krvavi pod kožo, ja, kot vsi drugi. Ja. Kdo so bili elita? Kako so bili razslojeni? Kdo? Kdo so bili elita? Kako so bili razslojeni? Elita, torej njihov sistem še vedno slabo razumemo, zato ker o tem niso nič pisali. Ne? Njihovi napisi, torej tisti 4 kodeksi so tabele, astrološke, razne napovedi, priročniki za kmeta, ne?
v monumentalnih napisih pa ni nič, tam so pa samo dinastični dogodki, kdaj se je kdo s kom poročil, ne, pomembne dinastične povezave, kdaj je kdo koga premagal in take zadeve, politične. O samem strukturi nimamo nič, imamo neke naslove plemiške, ne, tako da lahko vidimo, da je bila neka hierarhija, ki je bila na neki način podobna feudalizmu. Zdaj, kakšni so bili pa detajli, ja, o tem se pa še vedno krešejo mnenja. Imamo take teorije, malo drugačne, ampak gotovo je bila neka vrsta feudalizma, pa recimo tega, čemur so nekoč rekli, orientalni despotizem, podobno kot Babilon, stara Kitajska, nekaj takega. Ne? Samo da Maji niso bili nikoli nastal imperij. Nikoli niso bili združeni v eni sami državi. Vi to njihovo pisavo znate brati? Jaz kakšne stvari že poznam, ampak nisem pa specialist, nisem epigrafik. To je zdaj zopet posebna specialnost, ki terja spet celega človeka. Poznati je treba primerjalno jezikoslovje, različne majevske jezike, logiko pisav primerjalno po drugih koncih sveta. Ste pa že povedali, da recimo govorite pa kar nekaj, kar veliko besed. Ne govorim, ja, besed pa veliko poznam. Ja. Ampak nikoli nisem delal na enem samem koncu, da bi recimo kot etnologi, ne, če nekje živi, se mora naučiti iz tega jezika. Jaz sem delal v svoji karieri na več koncih in teh majevskih jezikov je veliko in so malo različni, ne. Tako da se nisem nikoli posvetil, da bi se naučil en sam jezik. Zakaj je, po vašem mnenju, nekaj sva že rekla, majevska civilizacija tako atraktivna za popularno kulturo, recimo konkretno za filme? A gre to zaradi te nekaj ste rekli, da verjetno zaradi tega, ker je ta pragost, a ne? A gre tudi tukaj za to enigmo, ki je povezana z Maji, torej o zatonu civilizacije? A mislite, da tudi od tukaj ta fascinacija izvira? To je verjetno, ja, zato ker ta propad, ne, klasične kulture Majev je res prišel dokaj nenadno, trajalo je 200 let, ampak tam v 9. 10. stoletju so bila praktično vsa naselja v srednjem in južnem delu polotoka Jukatana, to, kjer so nižavja, zapuščena. Ne. In zdaj, po eni strani ljudje pozabijo, pa to je najbolj treba povedati, ne, ker včasih mi rečejo, zakaj pa so Maji izginili. Ja, niso izginili, tam Stajajo, so, seveda. na jugu, torej Maji, to, čemur danes pravimo Maji, to je kolektivno ime, ne, za vsa ta ljudstva, ki so ustvarila približno podobno kulturo in ki so govorila in še govorijo sorodne jezike, torej to kot slovanski, germanski, nekaj tak. Ne, in zdaj sta južni konec, od mehiške zvezne države Chiapas, čez Guatemalo, Salvador, do Hondurasa, to so višavja. Tam se ni nič zgodilo, nobenega hudega pretresa. Ljudje so živeli naprej do prihoda Špancev. Šele Španci so prinesli katastrofo. Ne? Isto ob obalah polotoka Jukatana na severu, ne? Zlasti. Torej v srednjem in južnem delu je pa seveda še vedno ne razumemo točno, kaj vse se je dogajalo. Vemo, to zdaj kar z gotovostjo vemo, da je bila kombinacija stresnih faktorjev. Ne? Prvič vemo, da je populacija zelo narasla. Kar je bila seveda zelo dobra posledica njihove ugodne adaptacije, prilagoditve na to neugodno okolje. Ne smemo pozabiti, zdaj Jukatan, polotok, ja, džungla. Ampak to ni neka radodarna džungla, kot je Amazonija, ne? Polotok Jukatan je apnenčasta plošča, kar pomeni, to je kras. In zdaj zemlja je bolj ali manj rodovitna, ampak gost tam srednji del, severni del je sorazmerno srednji visok, nizek in predvsem površinskih stalnih vodnih tokov ni. Ne? Sladka voda je samo na voljo v enih takih jezercih, ki se pa tudi v glavnem izsušijo. Tako da je bilo potrebno veliko prilagoditve, ko so začeli kolonizirati to notranjost, ker je seveda prebivalstvo drugod preveč naraslo. Potem, ko so se prilagodili, začeli graditi rezervoarje, ojačati dna teh jezerc, ne, terasirati, so začeli svoje polja. Skratka, cel kup prilagoditvenih strategij je omogočilo potem preživetje velikemu številu ljudi. Populacija je naraščala.
v tej pozni klasični dobi, tam od 6. do 9. stoletja, je bil polotok Yucatan bolj gosteje poseljen, kot je danes. Zdaj ne govorimo o Cancunu, Meridi in teh velikih mestih, ne. Če to pozabimo, ruralni del od polotoka je bil gosteje poseljen, kot je danes. In to je pa seveda imelo v sebi tudi že klico bodočega propada. Zdaj več ljudi je bilo, vedno več zemlje je bilo treba izkrčiti za polja ali pa kolobariti, ne, še preden si je zemlja opomogla. Vemo, geološke raziskave nam to govorijo. Zemlja postaja tudi že izčrpana, ta obdelovalna polja. Gozda so veliko izsekali, lesa je začelo primanjkovati. Potem so se pa še v 8. in 9. stoletju pojavile zelo dolgotrajne suše in vojaški spopadi. Zdaj še vedno pa ne vemo, kakšno je bilo zaporedje. Torej, kaj je bil tisti prvi gonilna sila, ki je tako nepovratno pripeljala do kolapsa, do popolnega sesutja teh kompleksnih družbeno-političnih struktur in do drastičnega upada prebivalstva, ne. Mnogi so emigrirali drugam. Vemo to po mitih tudi na sever, na jug, Gvatemalska višavja. In tam je ostalo zelo malo ljudi, ne. Zdaj, a so bili prvi vojaški spopadi tisti, ki so ohromili to povezanost, ali so bili posledica, najbrž oboje, ne? Ponekod so gotovo bili tudi posledica teh drugih kriznih razmer. Najbrž je kak vladar rekel, pa če doma nimam dovolj hrane, bom pa sosedov vzel. S temi vojnami se pa seveda usodna posledica je bil razpad trgovskih mrež. To pa vemo tudi danes, ne. Vojna ni dobra za biznis, ne, za trgovino. In zato so vsi tradicionalno trgovski narodi so bili vedno, kakor Dubrovniška republika, oni so bili vedno za pogajanja, ne bomo se kregali, pa ni trgovine, ne. In seveda z vojnami se je trgovina presekala. In majevske kulture si pa ne moremo predstavljati brez trgovine na dolge razdalje. Recimo trde kamnine, zlasti obsidian, vulkansko steklo, ki je bilo potrebno za fina orodja, puščice, suličnosti, to je na voljo samo v Gvatemali in centralni Mehiki, tam, kjer so vulkanska območja, pa še to samo na določenih ležiščih. Pa razne druge stvari, ne, ki so si jih izmenjavale. Tako da, ko se je trgovina sesula, je bilo konc te žad, nekaj. Žad je bil za Maje najbolj dragocena surovina. Kralji so se krasili z žadastimi uhani, naprsnimi ploščami in skratka cel kup okrasja. Ampak ležišča žada so samo v dolini reke Motagua v Gvatemali, pa zdaj pred par leti so odkrili še eno drugo, ampak tudi v višavjih. Ja, zdaj, če niso imeli vladarji za svoje luksuzne predmete, najbrž so tudi ljudje rekli, pa kakšen vladar, če še za žad. No, skratka, cel kup je bilo teh faktorjev, ki so pripeljali do tega, res pa, da ne vemo točno, kako se je pa vse začelo. Kaj je sprožilo kaj? Kaj je sprožilo? Kako gledate ob tem na film Apokalipto iz leta 2006, to je film Mela Gibsona, ki govori prav o tem, torej o zatonu majevske civilizacije. Moje vprašanje je, kako dobro ali pa kako slabo po vašem mnenju prikaže neko to zgodovinsko realnost? Ja, to je film, ki je odličen akcijski film, ki pa Maje predstavi popolnoma zgrešeno. In ja, mislim, najhujši, največji, najbolj, jaz zamerim Melu Gibsonu, pa seveda tudi Indijanci, je to, da so v filmu prikazani kot ljudstvo sadističnih morilcev. Mislim, seveda so žrtvovali ljudi, ampak ljudi so žrtvovali marsikje po svetu. Ne? Spomnimo se še na Sveto pismo. Ne? Abraham hoče žrtvovati sina Izaka, potem, da bi dokazal lojalnost, ne? Bogu. Bog mu pa sicer reče, ni treba, ampak če pridejo na to idejo, pomeni, da je seveda nekoč so žrtvovali ljudi. In vemo, da so jih, ne? Tudi v Sredozemlju. Tako da to žrtvovanje je bilo tam, vemo, da je bilo. Bile so tudi priložnosti, ko so več ljudi žrtvovali naenkrat.
Ampak takega holokausta, kot je prikazano v filmu, pa ni bilo. Ne? In seveda zgledajo, kot da so zdaj oni naslajajo pri tem žrtvovanju. Mislim, seveda je bila religija tudi pri Majih, tako kot povsod in je še danes, zlorabljena za posvetne in politične namene. Ja. Ampak osnova teh verovanj je bilo pa nekaj, kar nas očitno veže, ne? Homo sapiensa na določeni stopni razvoja povsod po svetu. In tako da to je gotovo popolnoma zgrešeno. Poleg tega je pa en kup enih anahronizmov, ne? Pa geografskih netočnosti. Najprej vidimo neke slapove, pa mislimo, da smo v Chiapasu, kjer so reke. Pol vidimo neke piramide, ki so podobne Tikalu, pa smo v Nižavjih. Potem vidimo pa neke freske, ki so zelo predklasične. Torej, piramide so take kot neko 5., 6., 7. stoletje, pa so pa freske, ki so očitno iz 3. stoletja pred našim štetjem, zato ker take poznamo. In so tam tudi to predstavljene. No, pol pa, da bi pa bil višek, zdaj smo itak že zmedeni, v katerem času smo, pol pridejo pa še Španci. Španci, ja, na koncu letijo. Ja, kako zdaj? Takrat ni noben več gradil takih piramid, ko jih vidimo v tem mestu, takrat je bilo že vse zelo bolj skromno. Poleg tega pa ne moremo si zamisliti, to pa dovolj poznamo celotno arheologijo Majev, da bi kar nekje sredi tega majovskega območja živela neka enklava lovcev in nabiralcev, no, kot vidimo tam, da živijo, ki bi komaj kaj vedeli o teh meščanih. To je pa popolna izmišljotina. Ne? Neka idealizacija. Ja, tako da, ne. Kup je takih napak. Sicer se pa seveda posamezne elementi kulture Majev so dokaj verno predstavljeni, ampak kot rečeno, so iz različnih obdobij in različnih, ja. In pa so mi seveda ljudje rekli, da pa ti si preveč občutljiv, to je vendar zgodba. Rekel, ja, dobro, ampak oni govorijo o realnem, historičnem narodu. Se je hotel nekaj povedati, ne, ampak neko moralni nauk. Ampak za moralni nauk narediš vojno zvest, ne pa, ne. To je tako, kot če bi zdaj nekdo Slovane prikazal kot sadistične morilce, pa vemo, da so prišli nasilno, ne, ko so poseljevali to območje. Ampak najbrž bi bili užaljeni, ne, da bi jih nekdo na ta način predstavljal. Poleg tega, da bi zmešal kralja Samota, pa pol mal Konstant, ne vem, da bi pa Karla Velikega, pa ne vem, ne. Te kronološki anahronizmi bi nas v našem primeru gotovo zmotili. Prej ste že opisali, zakaj naj bi ta mesta, veličastna mesta ostala prazna, ampak kot ste rekli, najhujši udarec pa so Majam in njihovi civilizaciji zadali osvajalski Španci. To je bilo tisto, kar je v bistvu najbolj pogubno, ne? To pa gotovo. Kako se danes kažejo sence kolonializma tam? No, to so zdaj seveda vse samostojne države, ne. Od začetka 19. stoletja se je osvojila Mehika, potem Gvatemala, skratka to. Tega odpora do Špancev ni, mislim, nič ni zdaj pravega kolonializma, ki bi bil podedovan, takrat ni več. Zdaj je bolj ta ekonomski imperializem, ne, kjer ima pa seveda Združene države velik vpliv. Kaj se zgodi potem, ko vi, recimo, s to novo tehnologijo odkrijete neko mesto? Se zgodijo vedno odkopavanja, ne vedno odkopavanja? Kdo potem pride, kako pride? Vi ste rekli, da pač greste kdaj, ne? Z mačeto in vsem? Ja, mi damo prvo informacijo, prve podatke o nečem, da se sploh ve, kaj je, pa kaj približno lahko ugotovimo na površini. Izkopavamo ne razen manjših testnih izkopov, da vidimo stratigrafijo, da vidimo nekaj osnovnih, da dobimo vsaj prve kronološke podatke o času, v katerem je neka naselbina živela, ali pa ne samo naselbina, tudi razne terase, kdaj so bile uporabljene. Potem pa pridejo in ti podatki so seveda objavljeni in naši kolegi se pa potem lahko odločijo, ali bodo na kakšnem najdišču pa začeli intenzivnejše raziskave, ne?
In ne, seveda na vseh ni mogoče. Ne. Na 3 najdiščih pa so pa že bila predmet intenzivnih izkopavanj. Ne. 3 najdišča, ki smo jih mi locirali. Iz vaše knjige, eden mojih kolegov mi je nekoč, ko me je spremljam, dejal, ne vem, zakaj sem spet tu, sovražim džunglo in vročino. Spet drugi je omenil, da po neki prav posebno dolgi terenski sezoni več dni ni prenašal niti zelene barve, naokoli pa je hodil v obleki in s kravato, torej v opravi, ki je z osebnostjo večine arheologov težko združljiva. Duhoviti Paul Bunn ni čisto brez razloga zapisal, arheologi so točno nasprotje smetarjev, čeprav se pogosto oblačijo enako. Tudi sam sem si že večkrat rekel, da je to zadnja sezona, pa sem to obljubo prav tolikokrat tudi že prelomil. Ko se začne sušno obdobje marca, mislim da, boste šli spet na Jukatan? No, zdaj mislim, da bomo. Ja, zdaj moja kariera se počasi vendarle izteka, ampak zdaj imam še nekako obvezo, zato ker eden od naših sponzorjev je pravzaprav plačal lidarsko skeniranje. To je zdaj bilo okrog $100,000. Ne? To je Ken and Julie Charitable Foundation od Združenih držav. In zdaj imam seveda do njih tudi to obvezo, da pregledamo še preostale dele, ki so bili skenirani. Ne? Tako da vsaj še eno sezono mislim, da bomo naredili. No, zdaj seveda zopet je odvisno od finančnih sredstev, ne, koliko jih lahko pridobimo. Zdaj to sezono mi si seveda vedno pomagamo z sredstvi, ki jih dobimo od javne agencije za znanstveno-raziskovalno in inovacijsko dejavnost, ne, kot se zdaj imenuje. Oni nam dajo sredstva za naše projekte in programe. Ampak seveda tu ni dovolj, torej mi moramo še dobiti dodatna sredstva. Kako se financirajo potem? Ja, letošnjo odpravo so dodatno financirali, poleg te ameriške fundacije, ki plača lidarsko skeniranje, še Milwaukee Audubon Society, tudi iz Združenih držav Amerike. Pa pri nas pa podjetja, kot so Adria Kombi, založba Roko Sklet, akademska potovalna agencija Ars Longa, in koga sem še pozabil? No, to je bilo v glavnem vse, ja. Bi si želeli, da pridete, da bi bilo več denarja iz javnih sredstev? No, to bi si vedno želeli, ampak seveda vemo tudi, da so sredstva omejena in da zdaj sredstva primanjkuje še za kakšne verjetno bolj urgentne zadeve. Vi ste tudi profesor na Filozofski fakulteti, ne? V Ljubljani in ste predstojnik Inštituta za antropološke in prostorske študije pri Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kaj vse počne inštitut? Torej, mi imamo to kombinacijo prostorskih študij, ne? Torej, analize s pomočjo geografskih informacijskih sistemov, daljinsko zaznavanje, ne? Zlasti obdelava podatkov lidarskega skeniranja, vizualizacije in podobno. To je en od naših oddelkov, ki seveda sodeluje z mnogimi drugimi ustanovami tudi. Ne? Bodi si, da gre za podjetja, tudi v gospodarstvu, bodi si, da gre za razne raziskave, naravoslovne ali pa arheološke. Ne? Drugi oddelek je pa za antropološke raziskave. Tu smo pa socialni antropologi, arheologi, ki pa počnemo zadeve, ki nekako ne pašejo v Inštitut za slovensko narodopisje, ker je pač tam slovensko narodopisje, mi imamo pa etnologijo ali socialno antropologijo drugod po svetu. In seveda jaz tudi ne pašem na Inštitut za arheologijo, ker imajo pa oni tudi nacionalni program, ne? Jaz se pa ukvarjam z nečim drugim. Tako da smo en tak raznolik inštitut, ampak tudi med sabo s prostorci zelo dobro sodelujemo, ne? Tudi pri teh antropoloških raziskavah. Pojdiva mogoče še k temu, kako ste vi pristali v Mehiki, oziroma zakaj recimo Mehika, Jukatan. Rojeni ste bili v Mariboru, ne? Diplomirali ste iz arheologije in etnologije na Univerzi v Ljubljani, magistrirali iz zgodovine in etnozgodovine v Mehiki, doktorirali iz antropologije v Mehiki. Kot ste že rekli, že dolgo ste tam, a ne? Štipendijo ste dobili in tam potem nekako
ostali? Kolikšen del leta ste tam, kolikšen del leta tukaj? Kako je bilo to po letih? No, največ sem seveda tu v pisarni. Največ dela je še vedno kabinetnega dela, ko treba podatke obdelati, analizirati. In je pa skoraj vsako leto kakšna terenska sezona, tam recimo 2 meseca v povprečju. In začelo se je pa to seveda takrat, zaradi mojega zanimanja sem seveda skušal nekako nadaljevati študij podiplomski v Mehiki. To je bila še Jugoslavija, ki je imela izmenjavo z mnogimi deželami po svetu. Medtem je bila Mehika, tako sem tam pristal. Podaljšali so mi tam štipendijo, tako da sem lahko naredil magisterij. Ja, potem sem bil pa že, lahko bi rekli, zastrupljen. In sem se seveda s tem še naprej hotel ukvarjati. V tej vaši drugi knjigi? In sem tudi bil tam zaposlen 9 let na Mehiškem nacionalnem inštitutu. Ko ste pa tukaj, ko ni sezona odprav, ko ste pa, kot rekli, veliko pač pisarniškega dela, obdelava podatkov, to je to, kar počnete. Ne? V tej drugi knjigi so tudi izjemno zanimive risbe, skice, fotografije. Pišete o mnogočem, od števcu dni do božanstev. Kaj je pa tisto, dr. Šprajc, kar vas, recimo po vseh teh letih pri Maji in odkrivanju njihove zgodovine najbolj fascinira? Kaj zdaj, če bi lahko rekel, da me zdaj grozno fascinira. Najbolj me zanima seveda astronomija, zato ker sem se s tem ukvarjal. Zlasti z astronomskim pomenom orientacije v arhitekturi. In to mislim, da znam, znam delati. Druga stvar so seveda ti terenski pregledi, ki so se začeli takrat daljnega leta 1996, ko sem bil še zaposlen v Mehiki, je bila to želja ustanove. In potem pač se lotiš oziroma nadaljuješ nekaj, kar misliš, da znaš početi. To je to. Mislim, fascinira me marsikaj. Ne samo zdaj Maji, ampak tudi mnoga druga ljudstva po svetu. Mene mogoče najbolj fascinira to, kako smo si kljub razlikam na svetu, seveda obstajajo razlike, ker nikoli niso ljudstva živela v popolnoma enakih okoliščinah. Ampak kljub tem razlikam, kako smo si v osnovah vendarle podobni. In ne glede na to, kakšna je rasa, kakšno barvo oči imamo, Homo sapiens je mogoče res krona stvarstva, obenem pa povsod počne iste neumnosti. Da ne govorimo o grozodejstvih. Še vedno. To je izjemno... To ni posebno fascinantno, ampak je pa nekaj, kar mi je pa seveda zanimivo spoznanje. Izjemno dober zaključek podcasta je bilo tole vaša ugotovitev. Najlepša hvala, da ste prišli, razlagali stvari, ki jih delate, ki so vendarle, moram reči, fascinantne, tudi izjemno zanimivo vas je poslušati, prijetno vas je poslušati. Hvala lepa še enkrat, dr. Šprajc. Ja, hvala vam za povabilo in zanimanje. In hvala tudi poslušalkam in poslušalcem, gledalkam in gledalcem. Kmalu pa ponovno še en podcast.